Agata Tomažič je avtorica potopisnih reportaž in prevajalka. Zadnje čase pa je njeno ime slišati predvsem v zvezi s pisanjem in literaturo. Izšle so že 3 njene knjige, izbor esejev in potopisnih reportaž, ki so nastajale za časopis Delo, Zakaj potujete v take dežele, predtem literarni prvenec, zbirka kratkih zgodb s pomenljivim naslovom Česar ne moreš povedati frizerki, nazadnje pa še njen prvi roman Tik pod nebom. Agata Tomažič je bila gostja Stritarjevega večera v Velikih Laščah. V spomin na Stritarja, na velikega laškega človeka, ker se mi zdi, da je nekako pozabljen v ozadju, pa je fino, da se ga malo spomnimo, vsaj enkrat na leto. Pisatelj, pesnik, dramatik in prevajalec Josip Stritar se je namreč rodil 6. marca pred 182 leti. Gostja Stritarjevega večera, zdaj zaposlena v ustanovi ZRC SAZU, je tudi nekdanja novinarka časnika Delo. Ne glede na to, da so me potem odpustili pred 2 letoma, sem v bistvu že pred tem razmišljala, da je verjetno že čas, da se po skoraj, mislim, da 12 letih ali tako nekako dela v tej hiši premaknem nekam drugam in dejansko sem potem res neko splet naključij oziroma oglas za Delo pač se je pojavil za to mesto, kjer sem zdaj zaposlena in sicer na ZRC SAZU. Njen zadnji roman Tik pod nebom govori o medijih. Zadaj se pa dogaja pač zgodba propadanja teh tradicionalnih tiskanih medijev in vzhajanja nekih novih tehnologij, spleta in pač teh, mislim, en lik je odgovorni urednik enega propadajočega časopisa, drugi, mlajši, je pa nek novopečeni tehnološki milijonar iz Silicijeve doline. V zgodbah uporabljate ironijo, s tem nekako naredite distanco sami do zgodbe ali... Tudi včasih umilam kaj, ne, saj če so stvari tako grozne, kakor včasih so, no. Potem je pač treba nekako zmehčati to s kakšnim takim pridevnikom ali pa besedno zvezo, ki malo v bistvu bralca opozori na to, da vendarle ne sme verjeti vsega, kar piše. Z eno izmed zgodb je leta 2010 zmagala na natečaju Radia Slovenija za najboljšo kratko zgodbo. Včasih res postane nevzdržno. Tako na glas mlaskajo, da so me zbudili. Poleg tega se zraven še prepirajo, kdo bo dobil najokusnejši grižljaj, da ne morem zaspati. Vse se sliši, čeprav so na oknih dvojna stekla in okviri dobro tesnijo. Ta bi rad bučno seme, oni hoče lanena, ker tako simpatično hrustajo, najmlajši hlastajo po nadrobljenem kruhu, samice nikakor nočejo lojeve pogače. Kdo bi si mislil, da cikovti, taščice, plavčki in zelenci v svoja prebavila nočejo zbasati čisto vsega, kar jim pride pod klun. Prav izbirčni so tile prebivalci našega parka. Pa še marsičesa drugega si človek ne bi mislil, vem. Ampak, ko to enkrat spoznaš, si ne moreš več zatiskati ušes. Niti pozabiti, verjemite mi. Stritarjev večer, tokrat že 3., so obogatile pevke zasedbe Alegrija.